Skoraj pol stoletja je Sirija nosila najhujšo oznako, ki jo je pripisal Washington. Zdaj je ta uradno izginila. Predsednik Ahmad al-Šara je pozdravil odločitev ZDA, da njegovo državo odstranijo s seznama držav, ki podpirajo terorizem, in se osebno zahvalil Donaldu Trumpu. To je današnja Sirija. Danes se Sirija otresa temnega bremena in iztrga boleče poglavje svoje preteklosti, da bi stopila na pot razvoja in obnove. Gradnja in obnova. Sankcije so bile odpravljene in omejitve odstranjene. Odločitev je začela veljati po 45-dnevnem pregledu v kongresu. Državni sekretar Marco Rubio je dejal, da to priznava pozitivna dejanja in nadaljne zaveze nove sirske vlade, da bo Sirijo popolnoma oddaljila od mednarodnega terorizma. Ta oznaka je omejevala ameriško pomoč, izvoz obrambne opreme in finančne transakcije, ter je ostala ena največjih ovir za banke in tuja podjetja, ki so razmišljala o poslovanju v Siriji. Upamo, da bo odstranitev te zadnje ovire odprla pot, izboljšala gospodarsko situacijo in ponovno povezala Sirijo z globalnim finančnim in gospodarskim sistemom. To bi prav tako pomagalo povečati naložbe v Siriji. Vendar pa je sprejetje novega sirskega vodstva strani Washingtona še vedno sporno. Al-Šara, znan kot Abu Muhamed al-Džulani, v letih, ko je poveleval fronti Al-Kaide Nusra v Siriji, je imel nekoč razpisano nagrado v višini 10 milijonov ameriških dolarjev. Washington jo umaknil šele potem, ko je v bliskoviti ofenzivi, decembra 2024, odstavil Bašarja al-Asada. In njegovo delovanje na oblasti je le še poglobilo zaskrbljenost glede manjšin v Siriji. 1500 alavitov je bilo ubitih v sektarskih pokolih marca 2025, v katere so bile vpletene sile pod poveljstvom nove vlade. Nekaj mesecev kasneje je bilo v Svajdi ubitih 1700 ljudi, večinoma druzovskih civilistov. Izrael je večkrat opozoril pred legitimizacijo vlade Al-Šara. Zunanji minister Gideon Saad je že prej dejal, da so novi vladarji Sirije džihadisti in da tu ostajajo, tudi če so si nekateri njihovi voditelji nadeli obleke. Za Washington je odstranitev te oznake stava, da lahko naložbe in mednarodno sodelovanje stabilizirajo Sirijo po letih državljanske vojne. Za njegove kritike in številne manjšine v Siriji pa je vprašanje, ali sta Al-Šara in nekdanji džihadisti okoli njega resnično doživeli preobrazbo. Zdaj se nam pridružuje Brian Katulis, višji sodelavec pri Middle East Institute. Brian, to je res izjemen preobrat. ZDA v bistvu prehajajo iz obravnavanja Sirije kot države, ki podpira terorizem, k zdajšnjemu odpiranju vrat za naložbe. Koliko zaupanja mislite, da bi moral Washington res imeti v Ahmada al-Šara in njegovo vlado, glede na njegovo preteklost, povezano z Al-Kaido? No, to je met kocke, vendar je to tveganje, ki ga predsednik Trump v bistvu prevzema, odkar se je vrnil na položaj. Če se spomnite njegovega potovanja na Bližnji vzhod maja lani, je bila ena njegovih prvih potez pravzaprav srečanje s predsednikom Al-Šara in o Al-Šara je povedal veliko pozitivnih in ugodnih stvari. In mislim, da je njihova strategija tukaj poskusiti ponuditi vrsto spodbud, da bi sirijsko vodstvo spodbudili in motivirali, da bi dejansko vladali bolj vključujoče. Ampak to je met kocke, glede na njegovo ozadje in ozadje mnogih ljudi v njegovi vladi. In kot vemo, to deli ključne države v regiji. Izrael je glede tega zelo skeptičen. Turčija in Saudska Arabija sta spodbudili to potezo, tako da bo čas pokazal, ali se bo ta met kocke dejansko izplačal in prinesel stabilnost v regijo. Prav, želim, da to razložite našim gledalcem. Ker mislim, da je veliko zmede glede tega, zakaj bi bil Trump tako pripravljen sprejeti Al-Šaro kot voditelja. In dobesedno, veste, pošiljati sporočila, ki jih pošilja, da se je spremenil glede na njegovo džihadistično preteklost. Mislim, da sta za to dva razloga. Prvič, kot vidimo pri Trumpovih odnosih z vsakim svetovnim voditeljem, ga vrednote pravzaprav ne zanimajo. Ni človek bi mu bile demokratične vrednote pomembne. Tudi tukaj v Združenih državah obstaja skepticizem glede tega, ali sploh ohranja ameriške vrednote. Zato se z veseljem sreča z voditeljem Severne Koreje. Tako v tem smislu občuduje moč, bolj kot tiste, ki dejansko podpirajo podobne vrednote kot mi. In preprosto, veste, Al-Šara je bil pred nekaj leti na begu pred Združenimi državami, zdaj pa ima moč in predsednik Trump bo sodeloval z njim. Drugič, mislim, da je vizija predsednika Trumpa za regijo. Veste, ljudje se osredotočajo na njegove cilje širjenja Abrahamovega sporazuma, na njegova zmedena nihanja glede politike do Irana.
V resnici pa je veliko časa in pozornosti namenil Siriji in Libanonu v Levantu, ter si dejansko želi pomagati tamkajšnjim voditeljem stabilizirati lastne razmere. In to ga je postavilo v nasprotje z nekaterimi stališči, ki jih slišimo iz držav, kot je Izrael. Ko že govorimo o Izraelu, obrambni minister Izraela, Izrael Katz, ponovno poudarja, da izraelska vojska ne namerava zapustiti svojega varnostnega pasu v južni Siriji. Brian, ostani z nami. Najprej želim slišati, kaj ima povedati. Od tu gledamo na Damask, oddaljen 35 km. Gledamo na dolino v Libanonu, na Hezbolahovo oporišče z vrha. In seveda gledamo navzdol in varujemo skupnosti na Golanski planoti in v Galileji pred džihadističnimi silami, ki so tukaj onkraj. Veliko džihadističnih sil je tudi znotraj sirskega režima, nekatere v različnih terorističnih organizacijah. Iz vseh smeri je njihov cilj napasti državo Izrael in izraelske obrambne sile, ki je tukaj in bo tukaj ostal, ter se ne bo premaknil od tod, s čimer zagotavlja, da se te stvari nikoli več ne bodo ponovile. To je glavna lekcija 7. oktobra. Sirija v bistvu obsoja tako imenovan nezakonit vstop izraelskega obrambnega ministra na jug države, kjer smo ga videli, ko je dal te izjave. Brian, rada bi se z vami malo pogovorila o Izraelu in o tem, kako mislite, da bo odločitev Združenih držav vplivala na Izrael, da Sirijo v bistvu odstranijo s seznama terorističnih držav. Kot sem omenil, je to met kocke za Združene države, vendar bodo tveganje v resnici nosile države, kot je Izrael, ki morajo s tem živeti v svoji soseščini. In povsem odkrito, veste, izraelska vlada, ki je trenutno na oblasti, je bolj ali manj ista izraelska vlada, ki ni uspela zaščititi svojih državljanov 7. oktobra pred skoraj 3 leti. In mislim, da je naredila izjemne stvari v poskusu poraza Izraelovih sovražnikov v Libanonu, Teheranu, Iranu in Siriji. Ampak mislim tudi, da je vodila politiko napadov brez strategije. Ni mi jasno, kakšen je pravzaprav končni cilj trenutne izraelske vlade. In res je zanimivo videti, da vsaj glede Sirije obstajajo, nesoglasja med Združenimi državami pod Donaldom Trumpom in Izraelom pod vlado Netanjahuja. Mislim, da je prav zaradi tega, zaradi vizije, ki trenutno prihaja iz Izraela. Mislim, da je zadnja stvar, ki te jo želim vprašati, res povezana s tem, da Izrael noče umakniti svojih sil z meje s Sirijo, iz tiste varnostne cone. Vemo, da Washington pritiska na Izrael in Sirijo, da bi dosegli nekakšen mirovni dogovor. Mislim, da temu lahko tako rečemo. Ampak misliš, da bo poskus vzpostavitve širšega varnostnega dogovora s Sirijo na koncu ocenjen kot nemogoč, če Izrael ne bo pripravljen umakniti se z tega območja? Absolutno. Mislim, da je prva odgovornost vsake vlade zaščititi lastne državljane. In spet spomini na 7. oktober in invazijo iz Gaze so še vedno močno prisotni v mislih mnogih Izraelcev. Torej, dokler ni zgrajeno zaupanje med obema stranema, Izraelom in Sirijo, in tukaj je težava s predsednikom Trumpom in njegovo spremenljivo performativno diplomacijo, pogosto ne gradi zaupanja med stranema, zato ne more rešiti vojne Rusije proti Ukrajini ali pa na nek način cikcaka glede Irana na nepredvidljiv način. Zato razumem, zakaj si Izrael želi ohraniti nekakšno varnostno območje, da bi poskušal zaščititi svoje državljane zaradi negotovosti, ki jo vidi v regiji, pa tudi zaradi negotovosti, ki izhaja iz današnje politike ZDA. Prav, Brian, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zdaj se bomo posvetili naši naslednji temi, Azerbajdžanu. Bi lahko bil Azerbajdžan nepričakovan igralec, ki preprečuje neposreden spopad med Izraelom in Turčijo v Siriji? No, medtem ko narašča napetost zaradi vse večje vojaške prisotnosti Turčije tam, Azerbajdžan stopa v ospredje kot posrednik med državama in preprečuje, da bi prišlo do spopada njunih sil. Izraelski viri pravijo, da je azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev lani pomagal vzpostaviti neposreden dialog med Izraelom in Turčijo, vključno z mehanizmom, namenjenim preprečevanju vojaških napačnih ocen. Zdaj se nam pridružuje naša dopisnica Balir Sladine. Torej, Balir, Azerbajdžan prevzema to nekoliko nenavadno vlogo posrednika. Zakaj mislite, da je Baku tako zainteresiran za preprečevanje spora med Izraelom in Turčijo in kako učinkovita se vam zdi ta neuradna komunikacija? Seveda imajo tukaj veliko interesov, saj so najprej eni največjih kupcev izraelskega orožja, še posebej med vojno v Gorskem Karabahu. In seveda so tudi dobavitelji izraelske nafte. Ta nafta gre pravzaprav skozi Turčijo, ki je drugi igralec v tej zgodbi. Druga stran tukaj, ki je Azerbajdžanu zelo blizu, tudi vojaško, zagotovo tudi etnično, saj so Azerbajdžanci v prvi vrsti Turki.
In zato je za Azerbajdžan zelo pomembno, da ne pride do nobenega konflikta med tema dvema narodoma. Saj bi morali izbrati stran, če bi se kaj zaostrilo v trenutnem kontekstu konflikta v Siriji. Če temu sploh že lahko rečemo konflikt. Prav tako Azerbajdžan si želi biti, veste, pomembnejši igralec v regiji Srednje Azije. Govorimo o narodu, ki je pred kratkim predstavil nov projekt z Angezurskim koridorjem, ki ga podpira ZDA. In seveda želijo igrati pomembno vlogo na tem območju nasploh. Kar zadeva učinkovitost celotnega kanala, po katerem deluje Baku, je treba najprej pojasniti, da poteka skupaj z ZDA, tudi ameriški kanal. Vendar pa ima Ilham Alijev še eno prednost v primerjavi z ameriškim kanalom, in sicer to, da ni Tom Barak, oseba, ki izraelska stran ne zaupa, vsaj sodeč po tem, kar javno vidimo od Toma Baraka, nekaj, kar Izraelu sploh ne ustreza. In zato je Ilham Alijev zdaj bolj zaupanja vreden prav za izraelsko stran. To zdaj vzbuja dvom o tem, v kolikšni meri Izrael ameriškemu kanalu, zlasti Tomu Baraku, dejansko zaupa oziroma ga vidi kot resnično nevtralnega v tem. Te turško-izraelske polemike nasplošno. Če pogledamo naprej, kaj mislite, da je trenutno največja skrb Izraela? Je to vse večja vojaška prisotnost Turčije v Siriji ali vsaj poskus prisotnosti v Siriji? Ali pa veste, možnost, da bi napačna presoja med tema dvema državama lahko prerasla v nekaj veliko bolj resnega? No, obstaja taktični vidik tega, ki je seveda najbolj, veste, zastrašujoč od vseh. Ker če se kaj zgodi, ko vidimo izraelsko letalo nad Sirijo in turška vojska misli, da je to letalo dejansko letelo proti turškemu ozemlju in ga sestrelijo, je to zagotovo situacija, ki je ni več mogoče umiriti. In seveda celotna konfrontacija, ki bi se lahko zgodila, če bi Izrael napadal turško vojaško sredstvo nekje v Siriji, je tudi nekaj, kar bi bilo zelo, zelo težko obvladovati. To je taktični vidik tega, vendar obstaja tudi strateški, ki je, kako Izrael v prihodnosti vidi regijo, ki vključuje Sirijo. Če Turčija na sirskem ozemlju namesti radarje, napredne radarje, Vključno. seveda tudi sistemom zračne obrambe, to omejuje Izraelovo sposobnost delovanja. Nasplošno, še posebej, ko govorimo o situaciji z Iranom, ki še vedno ni končana in očitno kmalu tudi ne bo. Torej, če Izrael uporablja sirski zračni prostor, mimogrede uporabljal ga je tudi pred padcem Asadovega režima. Ampak zagotovo zdaj želijo to izkoristiti. Ja, uporabiti sirski zračni prostor za napad na Iran, če se seveda v prihodnosti kaj zgodi.